Povsem preprosto je za koprske srednješolce priti do alkohola in marihuane. Rezultate evropske raziskave so potrdili dijaki sami. Ko pridejo v srednjo šolo, se ful spremenijo in začnejo z drogami, spremenijo družbo in z alkoholom in podobnimi stvarmi. Odvisno od posameznika in družbe. Trava, marihuana. To je to. V šolo prihajajo kdaj pa kdaj tudi zadeti. Mogoče, ker jih starejši upeljejo to novo družbo in se spremenijo in pokvarijo. Alkohol navadno uživajo konec tedna. Tle ni dileme, tle sigurno vzameš nekaj za tako popiti in tako, da si sprostiš malo ob vikendih, malo od šole, stresa. Ne zaužijam ne trave in alkohola, tako da meni se zdi pa, da je bolj trava, se mi zdi, ne vem. Po raziskavi se kajenje tobaka v zadnjih letih ni bistveno spremenilo. Dobra novica je, da je tobak sedaj manj dostopen. Kar pa zadeva uživanje alkohola, se je zmanjšal delež abstinentov, torej tisti, ki sploh niso nikoli uživali alkohola. Povečalo se je delež tistih, ki so sploh poskusili marihuano. Povečal se je delež tistih, ki so sploh poskusili vdihovanje hlapov. Med redkejšimi drogami so fantje največkrat vzeli gobice, dekleta pa pomirjevala. A tudi ta raziskava ni več pravi odraz uporabe drog med mladimi, ker ne upošteva vseh drog. Družba je pravzaprav zelo velik problem. Kako rešiti problem sintetičnih drog, ker ne nehoma nastajajo. Težko jih je prepovedovati, ker ko eno prepoveže, druga nova nastane. Stranski učinki sintetičnih drog, ki se jih lahko kupi prek spleta, so nepredvidljivi, nevarni, pogosto tudi smrtni.